Karitas med nami. Že 30 let. Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro. Lepo pozdravljeni, spoštovani, v minutah za dobrodelnost. V jubilejnem 35. letu slovenske Karitas le-ta pripravlja različne dogodke v zahvalo za tako dolgo dobo delovanja in pripravlja novinarske konference z namenom seznanjanja javnosti o svojem delu. Sledi daljši izsek nedavnega srečanja Karitas z mediji, kjer je generalni tajnik Peter Tomažič med drugim povedal, da je Karitas nastala 1. maja 1990, saj je bila v prejšnjem režimu prepovedana. Čeprav so v 70. in 80. letih že na skrivaj delovale določene skupine, ki so se imenovale skupine za diakonijo in so tudi pomagale, kolikor so mogle, tudi z materialno pomočjo. Potem, ko je pa prišlo leto 1990 in ko so v družbi nastale pogoji, da se tudi Karitas ustanovi, je škofovska konferenca ustanovila Karitas. Zdaj, prvi korak širitve mreže Karitas so predstavljale ravno poplave na teh območjih. Tukaj so se pojavili množično prvi naši prostovoljci in župnijske Karitas, potem so pa sledili begunci, verjetno tisti, ki ste malo starejši, se še spomnite prihoda beguncev najprej iz Hrvaške in nato iz Bosne in Hercegovine, in nato je trajalo kar 10 let skoraj, in nekateri so ostali tudi z nami in živijo tukaj z nami, mnogi pa so se vrnili. Velika zasluga razvoja in širitve mreže Karitas je podpora evropskih Karitas. Mnoge evropske Karitas so tako z znanjem kot izobraževanjem kot materialno in s pomočjo prispevale, da se je Karitas hitro razvijala. Decembra 1990 se je pojavil v Karitas tudi prvi materinski dom na Škofljici in tukaj smo začeli tudi na socialno-varstvenem področju delovati, in od tukaj do danes je nastalo 8 materinskih domov, 1 varna hiša, več terapevtskih skupnosti za odvisnike in tudi mnogi drugi programi, o katerih zdaj ne morem podrobno govoriti. V 90. letih smo se zelo intenzivno ukvarjali z brezposelnostjo. Takrat je bilo veliko ljudi brezposelnih, kot veste, so mnogi šli tudi hitro v pokoj, tudi na tak način se je reševala takrat stisko. Že konec tega desetletja, leta 1998, nas je vse pretresel potres v Posočju in v letu 2004 se je ta potres še enkrat ponovil. Potem, če na kratko spregovorimo o drugih 10 letih, v prvem desetletju po letu 2000, tukaj imamo pa poudarka na pomoči v tujini. Do 2004 se je zgodil tsunami, 2006 Darfur, 2007 so bile spet pri nas stiske v železnikih, 2008 neurja, 2010 poplave. Skratka, gremo z ene stiske večje v drugo v tem obdobju, pa še veliko manjših. V 2010 se je pojavila gospodarska kriza, takrat smo tudi zastavili te programe, ki ste jih danes opisali, kako pomagati tistim, ki so bodisi ostali brez dela ali pa bodisi ne morejo delati. Potem je pa še 5 let do leta 2015, ko se je zgodil Haiti, Japonska, potem poplave v Srbiji in v Bosni in Hercegovini. Tako sem se na kratko sprehodil čez prvih 25 let. Zdaj, če se sprehodam čez zadnjih 10 let, na kratko, 2015, množični prehod migrantov, tudi do 5000 migrantov na dan. Takrat smo intenzivno sodelovali tudi v škofijski Karitas Celje, v centrih, v namestitvah in podobno. Potem 2020 in 2 leti naprej COVID, prilagodili smo svoje delo, še vsem smo pomagali, hodili veliko na teren, tudi z svetovanjem nadaljavo smo se ukvarjali. 2022 vojna v Ukrajini, ne bom podrobno o njej, ker smo imeli ravno tiskovno konferenco. Potem 2023 potres v Turčiji, avgustu pa katastrofalne poplave v Sloveniji. Pri poplavah samo toliko, mi smo v celoti v tem obdobju 3 let pomagali 5000 gospodinjstev, skupna pomoč pa je znašala 14,5 milijona evrov, samo iz strani Karitas, od tega je polovica bilo javnih sredstev, polovica pa smo zbrali za donatorskimi sredstvi. Tukaj je bila res solidarnost ljudi neizmerna in zelo velika, pa vendar potrebe na drugi strani pa tudi zelo velike in še vedno ostajajo. Zdaj, naše škofijske Karitas, ki izvajajo bolj zahtevne programe, so v tem času v Murski Soboti odprle 2 materinska domova, v Celju se je odprl Efram, namestitev za deložirane,
V Ljubljani so v Logatcu odprli tudi namestitev, hišo za deložirane in druge ranljive skupine, ki ne morejo sami nekako si organizirati življenja. Potem v Novem mestu so odprli dnevno sobo za različne skupine. Mi smo izvajali krizno namestitev za žrtve trgovine z ljudmi. Ta program se je v zadnjih 10 letih bistveno spremenil. Pač žrtve, ženske večinoma, ki prihajajo k nam, imajo zelo kompleksno stisko, zelo so traumatizirane in tudi tisti, ki izvajajo to vrstne dejavnosti, so postali še bolj prebrisani, še bolj iznajdljivi, so praktično neulovljivi, delajo čist na drug način prisile in tako da dobijo te ljudi v oblast. V zadnjem delu, v zadnjih 2 letih pa intenzivnejši pojav prisilnega dela. To je tudi včasih zelo pretresljivo, da je to v Sloveniji možno, da imaš človeka zaprtega, da ti dela v gostilni in podobno, tudi take stvari se dogajajo. Potem v tem obdobju smo v zadnjih 5 letih pomagali repatriiranim iz Venezuele, to so potomci Slovencev. Potem pomagali smo tudi nazaj v Venezuelo Slovencem, ki tam še živijo, in razvili tudi nekaj novih programov socialnega vključevanja in psihosocialnega svetovanja. To je groba slika, 145 000 ljudi je z nami, tako ali drugače, in pa seveda 10 000 prostovoljcev. Še enkrat velika hvaležnost vsem darovalcem, podpornikom, posameznikom, ministrstvom. Veseli smo, da smo lahko partnerji, da lahko sodelujemo, kot ste vi prikazali, tudi s centri za socialno delo, da delamo z roko v roki. Marsikje mi ne moramo pomagati, marsikje tudi druge humanitarne organizacije lahko pomagajo in z njimi sodelujemo. Mi vidimo stvari, ki jih centri ne vidijo, centri vidijo to, kar mi, in vsi skupaj lahko nekaj naredimo. Zahvala pa tudi vsem župninskim karitasom, prostovoljcem, voditeljem, vsem, ki kakorkoli, tudi če niso imenovani, jih ne vidimo na televiziji, pomagajo ljudem v stiski. Generalno gledano je naše število uporabnikov povezano z brezposelnostjo. Dokler je brezposelnost dobra, tudi pri nas število uporabnikov ne narašča. Narašča pa v posameznih skupinah. Kot sem že rekel, v zadnjih letih naraščajo starejši. Vse več jih je, ki prihajajo k nam, to v absolutnem delu niso velike številke, se pa kaže pa porast teh uporabnikov. Potem v tem obdobju pa seveda po covidu zaznavamo slabše stanje na področju duševnega zdravja in tudi tukaj krepimo naše programe in projekte, kot sem opisal. V smislu materialne pomoči, seveda v zadnjih 2 letih pa so ljudje veseli praktično vseh oblik pomoči, hrane, materialne pomoči, seveda najbolj si pa želijo pomoči v položnicah, kar je pa omejeno. Tako je povedal generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič. Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet. Na Slovensko Karitas sta se obrnila zakonca, ki živita v starejši, delno obnovljeni hiši. Zunanja nosilna stena je nestabilna, zato jo je treba podreti in na novo pozidati, a vendar sama ne zmoreta kriti stroškov nakupa opeke, saj sta trenutno oba brez zaposlitve in imata velike zdravstvene omejitve. Gospod je invalid 3. kategorije, žena pa čaka na presaditev srca. Pomoč lahko nakažete na tekoči račun Slovenske Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, namen zaupanje. Pomagate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo Upanje 5 ali Upanje 10 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov. V tokratni oddaji Karitas smo poslušali del srečanja z mediji, ki ga je pripravila Slovenska Karitas. Generalni tajnik Peter Tomažič je povedal, da je geslo letošnjega jubilejnega 35. leta delovanja Na poti upanja. In po njegovih besedah je upanje, ki ga prinašajo, ravno človeška bližina, stik s pomoči potrebnimi. Prav tako gradijo zaupanje tako z uporabniki kot z 40 000 darovalci, ki so redno vključeni v darovanje sredstev, da lahko njihove akcije uspejo.
Toliko za danes, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Hvala, ker ste bili z nami v rubriki namenjeni dobrodelnosti, ki sem jo pripravila Maja Morela. Karitas med nami. Že 30 let. Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.